Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o spalni apneji, kako zaspati, kako se umiriti zvečer. V glavnem za vse tiste, ki vas muči nespečnost. Kaj je treba narediti, da boste zaspali? Zdaj, če pogledamo najprej spalno apnejo, oziroma to je stanje, ko enostavno ali prenehaš dihati, oziroma ko ne enakomerno dihaš. Dejstvo je, da se to velikemu številu ljudi dogaja in v glavnem, kje je vzrok? Vzrok je v bistvu, vemo, da avtonomno živčevje napaja bitje srca, vpliva na dihanje, vpliva na kup funkcij, na katere enostavno nimamo vpliva. Zdaj, če gledamo srčni utrip, da enakomerno srce ves čas bije, potrebuje ključne, a veste kaj? Predvsem magnezij, ker je to mišica, hkrati pa potrebuje B-vitamine. In ljudem, ki manjka B-vitamina in magnezija, jim bo srce nabijalo po svoje. Imajo občutek, da imajo aritmijo srca. Poglejte, jaz sem bila stara 19 let, 18 let, ko sem imela težave z aritmijo srca. In točno vem, da je bilo to zaradi tega, ker sem bila podhranjena, ker sem imela slabo kri, ker sem imela pomanjkanje B-vitamina, ker sem imela motnje hranjenja. Tako da zase sigurno vem. Zdaj pa, če pogledamo spalna apneja. Poznam primere, ko ljudje, recimo moški, veliko športajo, drugače čez dan so v stresu in nič ne naredijo za to, da bi nahranili oziroma podprli svoje telo, in se jim dogaja pač ta spalna apneja oziroma neenakomerno dihanje ponoči. Kaj narediti v tem primeru? Pač treba bo dodati magnezij. Zdaj pa, če gledamo, kje dobimo magnezij s hrano. Največ ga je v mandljih, ogromno ga je v vseh semenih, čija semen, vse ostala semena, lanena semena. Ampak prav ta semena, poglejte, je pa pomembno, da jih namočimo, predvsem mandlje, zaradi tega, ker se izlušči fitinska kislina. Fitinska kislina pa spet izplavlja kup vitaminov in mineralov, ki so potrebni za normalno delovanje tudi živčevja. No, tako da to je prva zadeva. Druga zadeva, če veste, da s hrano vseeno ne dobite zadosti in se trudite, dajte, res vam priporočam, vzemite kalcij, magnezij z D3 vitaminom. Zdaj pa, zakaj Kalmah plus D3? Zaradi tega, ker pomembne so vezave, zanimivo. Kalcij se veže drugače z vitaminom B12, jaz sama sicer jemljem formulo 4 in vzamem na dan recimo pol šejka, ne v life shake, zaradi tega, ker da dobim vse B-vitamine, kakorkoli, danes imamo vsi hiter tempo življenja in v hitrem tempu življenja se lahko zgodi, da enostavno ti zmanjka hranilnih snovi. Magnezij je pa potem naprej pomemben, da se vežejo minerali in da pride do tega, do reakcije. Magnezij pomirja. Magnezij se vedno jemlje zvečer, zaradi tega, ker pomaga pri tem, da lažje zaspite. No in za vse tiste, ki pa kljub temu, da pač mogoče dodajate kalcij, magnezij z D3 vitaminom, kaj vam lahko še manjka? Lahko vam manjka beljakovin zvečer, ker če vam manjka beljakovin, se zgodi, da vaše telo ne zmore sestaviti skupaj spalnega hormona. In če ga ne more spraviti skupaj, enostavno ne boste zaspali. Zdaj pa moramo razumeti, da hormoni so topni v maščobi. Stari ljudje, kaj so delali včasih? Nekoč. Kaj je bila večerja? Recimo, jaz se spomnim, da recimo moji stari starši so jedli drobivce. Se pravi, v domače kravje mleko, namočen črn kruh. A bi rekli, da je to zdrava večerja? Ja, je, veste, ali pa žganci. To je zdrava večerja. Tukaj ne govorimo o mleku, ki vam pol leta rok uporabe, in ne govorimo o prečiščeni beli moki oziroma kruhu, belem kruhu. Tukaj govorimo o tistih naravnih, recimo ajdov kruh. Ajdov kruh ima v sebi praktično vse sestavine, ki jih potrebujemo, vsebuje beljakovine, in če si sami spečete beljakovinski ajdov kruh, je dejansko to. In zraven tudi lahko
domače kravje mleko. Za vse tiste, ki pa pač kravjega mleka ne prebavljate zaradi laktoze, ne, v tem primeru mogoče začnite uporabljati kozje mleko. No, še boljše pa je, začnite uporabljati jogurt. Jogurt ima probiotične bakterije, noter ima beljakovine in dejansko jogurt je tisti, ki vam bo pomagal, da dobite pač beljakovine, da lahko sploh zaspite, da se tvori pač spalni hormon. Ampak, še ena stvar je ključna. Dobre maščobe. Omega 3 se vedno jemlje zvečer, zaradi tega, ker hormoni so topni v maščobi. Omega 3 deluje proti vnetjem, omega 3 deluje na razvoj možganov, na obnovo, za vse bodoče mamice, tudi za otrokove možgane, za njihove hormone, za psihično počutje in omega 3 pomaga pri tem, da nam zdaj reka, da deluje direktno na spalni hormon, ampak kombinacija dobrih maščob in beljakovin vpliva na to, da se tvori spalni hormon in da dejansko zaspite. Kaj narediti v tem primeru, če ne morete zaspati? Ja, pejte popiti kozarec jogurta. Dajte si mogoče v jogurt zmešati, če ga imate doma, ne v life shake, žlico, samo žlico noter zmešate, popijete in to vam povem, da recimo, ko so bile moje 3 hčerke manjše in vemo, da otroci spijo, rastejo tako, da v intervalih ta prvo raste, ne vem, eno obdobje, pa potem ne raste tako hitro, pa spet raste. V glavnem, takrat, ko niso mogle spati, so rekli, recimo, nogice me bolijo, jaz sem šla in sem jim zdrobila kalcij pa magnezij, dala sem jim majčken šejka in je bilo to. In so zaspale. Zdaj pa kaj vi naredite, če pa še kljub temu ne morete zaspati? Pejte si umiti z čim bolj mrzlo vodo noge, ampak ne cele noge, ampak predvsem podplate stopala. Glejte, težke energije se čistijo preko nog in stopal. In če občutite tak nemir v nogah, sindrom nemirnih nog, je lahko pomanjkanje B-vitaminov, kot sem že rekla, lahko je pomanjkanje beljakovin, ker tudi v beljakovinah se nahaja B-vitamin, ali pomanjkanje magnezija. Lahko se vam pač čistijo težke energije in v tem primeru dajte z čim bolj mrzlo vodo si umiti noge in če imate doma kaj blagoslovljene vode, dajte par požirkov blagoslovljene vode popiti. To vam govorim iz lastnih izkušenj. Dejstvo je, da energije so zdajle intenzivne in če se vam karkoli dogaja, dajte poskusiti na ta način. Še en vitamin je pomemben za zvečer in sicer C-vitamin. C-vitamin je vitamin mladosti, dobesedno mladosti, ker C-vitamin deluje na kolagen. Kolagen se tvori po noči na podlagi, zdaj pa poslušajte česa, beljakovin, potrebujete tudi cink, zadnjič sem vam govorila že o cinku. Cink dobimo drugače recimo v žitaricah ali pa tudi v chia semenih, pomadlih. Če vam ne gre drugače, lahko cink, če imate že hormonske težave, naročite tudi pri meni na spletni strani. A še to zdaj, ko govorim o teh vitaminih, saj veste, koda za popust je popust, da vam dam 10% popusta, ne. V glavnem, C-vitamin deluje na to, da skupaj s cinkom in beljakovinami deluje na izgradnjo kolagena. Ker kolagen se tvori, ne rabite dopolnilo kolagena, rabite sestavine, zato je tako pomembna večerja. Za večerjo pač potrebujemo beljakovine in zelenjavo. In odlična, recimo večerja bi bila, recimo skuta z avokadom, pa nekaj oliv zraven. To je prav wow večerja. In vas nasiti in imate dober občutek in dobite vse in dobite tudi dobre maščobe. No, zdaj še to. Omega 3 iz rastlinskega vira, kot je laneno olje ali pa olivno olje, vsebuje ALA maščobno kislino omega 3, ki pa ni tista, ki deluje na hormonsko stanje. Mi potrebujemo za hormonsko stanje EPA, DPA, DHA in tako naprej maščobne kisline in to dobimo ali iz morskih rib
ali iz planktona, ali iz alg. Na to morate biti pozorni, zato ker če vi uživate samo laneno olje, ALA, maščobna kislina, če jo imate v velikih količinah, se vam lahko povečajo vnetja. Ja, in potem vas sklepi bolijo in tako naprej. Tako da, jaz upam, da nisem povedala preveč zakomplicirano vse skupaj. Zdaj, če se vrnem na začetek zgodbe, se pravi, spalna apneja, prenehanje dihanja, hlastanje za zrakom, nespečnost, vedno je povezano s tem, da smo podhranjeni. Vedno. Druga stvar pa, kar je tudi možen vzrok, pa je, da se naša duša čisti. In mogoče se čistijo, dihanje je povezano s strahom. Mogoče se čisti vaš podzavestni strah. In lahko preverite z mišičnim testom, to sem vam že kazala, pa vam bom zdaj še enkrat, če se jaz postavim tako, da me vidite, če rečem moje ime je Minka, grem naprej, in če rečem v svoji duši nosim strah, ne vem, glede preživetja, grem nazaj. Jaz mislim, da sem po večini moje strahove počistila, da enostavno nimam več strahov, razen mogoče, čakajte, da probam, strah me injekcij. Ne, ni me strah, ampak še vedno pa ne uživam gledati, da mi nekdo neko cepivo daje v mojo kožo. Tako da zdaj, če gledamo, če po noč ne spite, dajte preizkusiti z mišičnim testom in zdravilno molitvijo dekodiranja počistite. Jezna sem na sebe. Sebi ne morem odpustiti. Ne morem, sovražim. Pomislite, a koga sovražite? Če nekoga sovražite, računajte, in zdaj mi gre skozi misel, sovražim sebe. Mogoče nisem znala v določenem trenutku delati najboljš. Zdaj, to za vas govorim, jaz, če sama preveram, sovražim sebe, ne, jaz se ne sovražim, jaz sem vam rada, jaz sem vam res rada. In, veste, če sebe sovražite, je velika verjetnost, da ne boste mogli spati. In je čas, da počistite zdravilno molitvijo dekodiranja, pač vsa ta potlačena čustva, ki so se obesila na vašo srčno čakro. Vaša srčna čakra, ki je povezana z dihanjem, tudi, ne vem, tukaj gor so kronska čakra, ki so povezane s čakrami na vrhu glave oziroma v možganih. Recimo, zadnjič je bila pri meni ena gospa in je rekla, da nikdar ne more priti do bistva, da bi se umirila, da bi tudi spati ne more. In so prišli do zaključka, da ima ona za počistiti program, v svoji duši nosi spomin na eno življenje, ko je izrekla zaobljubo, da se odpoveduje svoji moči v vseh smerih časa in prostora. No, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo duše žur, in to boste tukaj noter v tem zlatem poglavju dokončno očiščenje. Tukaj noter boste to prebrali, o tem, kako očistiti, pa tole potovanje duše, boste videli, najdle se boste tam. Če ne morete zaspati, je verjetno to, da ne morete zadihati. In tukaj recimo potovanje duše, zadihaj, draga boginja, zadihaj. Vdihni globoko, vdihni močno. In ja, glejte, ta dihanje, ki je energija življenja, in spalna apneja, ki je povezana prav s tem, da ne moremo vdihati, mogoče pa čas, da se spomnite, kdo v resnici ste. Mogoče je čas, da počistite vse zaobljube, ki ste jih dali, da boste nekoga, mogoče temne sile, podpirali s svojo energijo. Da boste napajali druge ljudi okrog sebe s svojo energijo. Mogoče je čas, da počistite. Mogoče je čas, da se začnete zavedati, da vaša moč, vaša srčna čakra je ta, ki žari, ki izžareva. In druga stvar, kronska čakra, vijolični žarek, očiščenje. Zadnjič sem vam že govorila o tem, če imate te težave, da imate tukaj te čakre zablokirane, date roki takole, osmico naredite, vidite, kjer prste držim skupaj, srednje 2,
in palc. Naredim osmico. Tukaj gor imam dve taki anteni. To pomeni, da povečujem moč. Ko jaz dam to skupaj, osmico, prste skupaj, in ko pritisnem na, se pravi, čakro med obrvmi, to je čakra tretjega očesa, in čelno čakro, dobesedno se zgodi, da ko vdihnem na ta način, potem izdihnem, se moja avra, iz moje avre izginejo vsi programi. Resetira se, napolne se z Božjo svetlobo. Poskusite in boste videli, sebi imate moč, te mudre za večanje vaše moči, glejte, to je podaljšek srca. To je podaljšek srca. In tukaj jaz, če od sebe pogledam tako, ne vem, ne znam pokazati, kako bi srce nastalo, ampak dejansko tvori srce. In s tem se povečuje moja moč. Uporabljajte položaje rok. S tem boste povečali sprejem Božje energije in s tem, ko tako naredite, se poveča zaščita vaše avre. Zdajle se vsem napolno dogaja, jaz sem prepričana, da nisem edina in verjemite, v sebi imamo vso moč, da poberemo vso svojo energijo nazaj v vseh smerih časa in prostora. Čas je, da porežemo vezi z vsemi ljudmi, ki se napajajo na naši energiji v vseh smerih časa in prostora. Čas je. In če ne spite, pomeni, da se nekdo napaja z vašo energijo. Porežite te vezi. Kako to naredite? Tukaj noter imate recepte, tudi na YouTubeu sem že posnela, ampak predvsem to, kako izrečete zdravilno molitev dekodiranja za rezanje eteričnih vezi. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vezi med mano in med dušo tega človeka, se pravi, da te ime v tem življenju. Naj se v vseh smerih časa in prostora vse vezi med nama napolnijo z energijo čiste Božje svetlobe. In potem vdih, izdih, primete na solarnem pleksusu, zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, vzamete meč in pošljete v angelsko svetlobo. Tega ne potrebujete več. Porežite vezi. Vsi imamo na sebe navezane ljudi. To je tako kot čeber oziroma sod, ki pušča in uhaja življenjska energija. In je čas, da počistite in da postanete celostni. Tako da uživajte v tem potovanju, v sebi imate vso moč. Vso moč. Začnite delati na sebi. Jutranja meditacija, zvečer pokličite na pomoč vijolični žarek. Berite zvečer samo tisto literaturo, ki vas podpira, in predvsem 1 uro pred spanjem nobene negativne stvari. Nič negativnega, samo pozitivno izrekajte pozitivne afirmacije. In zdaj, če pogledam, kaj je ta trenutek za vas pomembna afirmacija, bomo pogledali prehodu na vodobo, da vidimo. Za vas pomembna afirmacija, kaj si ponavljajte čim večkrat čez dan, da vidimo. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. To je nadangel Gabriel. Vem, da mi je poslano vedno pravo sporočilo. Vem, da vedno uporabim pravo besedo. Vem, da se vedno prav odločim. Nadangel Gabriel, ti poznaš vse odgovore. Hvala za vodstvo. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. Še eno. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Ljubezen je ven prišla. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In če imate občutek, da vas nihče nima na tem svetu rad, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Meni to zdaj fajn. Ko si ti ljubljeni otrok stvarstva, si
si ljubljen, si ljubljena. In to pomeni, da nič na tem svetu ne more nekaj narediti proti tebi, kar ti ne dovoljuješ. Vzemite svojo moč nazaj v svoje roke. Uživajte. Naj vas Stvarstvo podpira pri potovanju v srce.